Vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo, je, ali je vojna z Iranom končana in če je, ali je bila uspešna. Poglobili se bomo v to vprašanje. Pridružite se mi pri zanimivi razpravi s podpolkovnikom Jonathanom Conricosom, ki je višji sodelavec pri FDD in nekdanji tiskovni predstavnik IDF. To je vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo, in danes ga bomo razčlenili v oddaji True East. Jonathan, lepo te je spet videti. Šalom Don, veselje mi je biti tukaj. Pred samo nekaj urami je predsednik Trump dejal, da je bil dosežen velik napredek pri doseganju popolnega in dokončnega sporazuma z Iranom, katerega cilj je končati ta konflikt. Zato vam želim zastaviti vprašanje. Mislim, da je to vprašanje, ki si ga zastavljajo vsi. Je konec? Kratek odgovor bi bil ne. Mislim, da ne, ker menim, da naši ameriški zavezniki globoko napačno razumejo to miselnost. Kaj pomeni šiitski odpor, zakaj gre pri iranskem režimu in kaj je potrebno, da jih resnično spravimo na kolena, ter ali je to sploh mogoče. In mislim, da so Američani veliko stvari naredili prav. Mislim, da je Trumpova administracija bila zelo osredotočena na to, da Irancem in regiji sporoči, ne boste imeli jedrskega orožja. In predsednik je bil glede tega zelo dosleden. ZDA so sprejele zelo učinkovite gospodarske in vojaške ukrepe proti iranskemu režimu. In ti ukrepi jih resnično prizadenejo. Ampak po mojem mnenju je še vedno zelo dolga pot od trpljenja in pritiska, ki ga Američani izvajajo na Iran. Medtem ko govorimo, je še dolga pot od učinkovite gospodarske blokade do dejanskega končanja tega konflikta. In da bi učinkovito prisilili Irance, da, kot je rekel predsednik Trump, priznajo poraz ali dejansko rečejo, da se predajajo in se zavežejo k pogojem, ki jih je določil predsednik Trump. To bodo morali storiti, kar pomeni, da v Iranu ne bo več bogatenja urana in da se bodo zavedno učinkovito odpovedali svojemu programu za jedrsko orožje. Da bi iranski režim pripeljali v takšen položaj, mislim, da je potrebnih veliko več bolečine, vzvodov in pritiska. Ker ima iranski režim, bi rekel, višjo stopnjo tolerance za trpljenje. Predvsem zato, ker jih v resnici ne zanima, kaj se zgodi z državo, civilisti in kakšne so dolgoročne posledice. In tudi zato, ker sta poraz in zmaga v šiitski kulturi drugačna, kot bi jih dojemali vi, jaz, Američani, Izraelci in zahodnjaki. Kako to mislite? Za njih v njihovem zgodovinskem kontekstu, kot šiiti, proti drugim delom islama, pa tudi proti drugim religijam. Poraz, jasen vojaški poraz, je lahko dejansko dojet kot začasen zastoj ali celo kot zmaga. In če pogledate šiitsko zgodovino, še posebej šiitsko-iransko zgodovino, boste videli, da je v zgodovini veliko dogodkov, kjer so šiiti dejansko izgubili na bojišču. Vendar to razglašajo za zmago. In spletli so zgodbe o zmagi, ki so se nato vtisnile v njihovo psiho in splošni etos kot oblikujoč dogodek zmage. Čeprav je bila, če jo analizirate skozi vojaško in razumno, logično prizmo, v resnici poraz. In mislim, da je to pomembno vedeti. Veliko pohval za dosedanje ameriško delovanje. Mislim, da smo blagoslovljeni, da živimo v tem času. Da vidimo ameriškega predsednika, ki je naredil to, kar mnogi njegovi predhodniki, prav vsi njegovi predhodniki, niso uspeli narediti. Da pokaže voditeljstvo, sposobnost vzdrževanja pritiska in da naredi, kar je treba, da prepreči prihodnjo grožnjo ZDA, regiji in seveda Izraelu. Ampak mislim, da še vedno vidimo nekaj nerazumevanja glede tega, zakaj gre drugi strani, kaj jih motivira in kaj je treba storiti, da jih dejansko pripravimo do podpisa potrebnega dogovora. Veliko ljudi bo reklo, da to nima smisla, da je predsednik Trump še pred nekaj dnevi rekel, da dogovora ne bo, če je v Iranu obogateni uran. In kot vemo, je v Iranu še vedno obogateni uran in del jedrskega programa. Še vedno obstaja. Torej bojo rekli, da je razlog, zakaj to počne, zaradi vmesnih volitev, ali ker mi je nekdo danes rekel, da nima srca, da bi to izpeljal. Ali obstaja še kakšna druga strategija tukaj? Mislim, kakšen je njegov načrt zdaj, poleg umika? Mislim, da predsednik Trump zelo učinkovito kupuje čas
če govorimo o notranjih zadevah, trgu, ceni nafte in mednarodnem pritisku. Učinkovito kupuje čas in si omogoča več časa, da bi gospodarske sankcije in vojaški pritisk še bolj obremenili iranski režim. Mislim, da gre v resnici za to, da sporočajo, da je napredek, da sporočajo, da so Iranci res v tesnih, veste, v neposrednih pogajanjih, postajajo bolj popustljivi in pripravljeni skleniti dogovor. Ampak potem so Iranci navzven na Twitterju zelo ostri, veliko mačizma, veliko ostrega besedičenja, veliko bahavosti, ampak vidiš, da njihova dejanja v resnici ne ustrezajo izjavami, da so daleč pod pragom tega, kar pravijo, da so sposobni narediti. Naredili so veliko manj. Torej, mislim, da predsednik izvaja pritisk na vseh področjih, uporablja vojsko in gospodarstvo, gospodarske sankcije ter operacijo Svoboda, ki trenutno poteka. To je pritisk. Ne dovolijo dostopa do iranskih pristanišč. To je pritisk. In dejstvo, da Iranci vedo, da jih v primeru zaostritve situacije čaka hud udarec. Če zaostrijo in če napadejo ameriška plovila, če naredijo kaj bolj pomembnega kot samo napad nazaj, kot so že pokazali, da so tega sposobni. Ampak tukaj so v precej občutljivi situaciji in mislim, da predsednik želi pridobiti čas, da bi ukrepi, ki se izvajajo proti režimu, imeli večji učinek in da bi dejansko prišli ter sklenili dogovor. In ja, veste, v tej situaciji smo že bili. Midva sva govorila o JCPOA že pred mnogimi leti. Mislim, da oba razumeva, kako slab dogovor je bil to. Zakaj je bil slab? Zaradi mnogih razlogov. A glavni razlog je bil ta, da je iranskemu režimu dal zakonito pot do bombe. Dal jim je dostop do denarja, odmrznjenih sredstev, dal jim je dostop do tehnologije, dal jim je čas, ki so ga potrebovali, da bi lahko izdelali ali kupili veliko na 10.000 balističnih raket. Imeli bi čas, da bi uskladili rakete z jedrskimi konicami. In to bi jim omogočilo, da bi lahko s časoma povsem zakonito prišli do dovolj visoko obogatenega materiala, ki bi ga nato lahko uporabili za izdelavo jedrske bombe po izteku sporazuma. In nihče ne bi mogel trditi, da Iranci nimajo pravice to storiti. To je bil JCPOA, zato je bil tako pomanjkljiv. Zato je toliko Izraelcev in Američanov reklo, da to ni dober dogovor. In enako so menili Savdici in številne druge države. Ter Združeni arabski emirati so pripeljali Trumpa. Mislim, da ko je Netanjahu šel v kongres in stal pred svetom ter to povedal, je s tem utrdil svoj odnos s Trumpom vse do danes. Mislim, da je Trump to videl in rekel, lej, obstaja ena oseba na celem svetu, ki stoji pred vso Ameriko v režimu, ki ni pretirano naklonjen Izraelu in se za to zavzema. In potem, ko se to ni zgodilo, mislim, da je Trumpa to nekako podžgalo. Ja, mislim, da moramo pogledati predsednika Trumpa in mu priznati, da je bil zelo dosleden glede iranskega vprašanja. Predsednik Trump je bil zelo jasen in to je dosledno ponavljal ves čas. Najprej v svojem prvem mandatu kot predsednik, vmes in med kampanjo ter ko je prevzel oblast, je bil izjemno jasen. In žal je, da je iranski režim IRGC naredil napako, ko je mislil, da je ta predsednik enak drugim, ki zgolj na videz pravijo, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. To so povedali že številni predsedniki pred njim, a niso storili ničesar. Predsednik Trump pa je bil tukaj zelo dosleden in zelo jasen. In mislim, da bi se temu položaju, v katerem smo zdaj, lahko izognili. Iranci bi si lahko prihranili veliko trpljenja in rešili mnoga življenja, če bi le poslušali in razumeli, da jim tokrat ne bo uspelo z enakimi ustrahovalnimi taktikami in enakimi pogajanji kot prej. Mimogrede, zelo dobro znajo uporabljati pogajanja, imajo zelo spretne pogajalce, imajo ekipo, rekel bi, vrhunskih pogajalcev, ki so spretni, izkušeni, pretkani, vedo, kaj počnejo in v celoti izkoriščajo diplomatsko zavlačevanje. In to so storili mojstrsko, zdaj se srečujejo s predsednikom, ki se na gospodarski, politični in medijski pritisk odziva drugače. On se upre in je sposoben ohranjati ta pritisk, ter je dosleden, česar še niso doživeli. Tako je iranski sistem nekoliko v razsulu.
Razulo zato, ker se soočajo s sovražnikom ali nasprotnikom, ki se obnaša drugače, kot so bili vajeni, in ker so bili razkriti. Njihova vojaška šibkost je bila razkrita. Njihova notranja politična šibkost je bila razkrita. Njihova korupcija in njihovo slabo upravljanje z iranskimi viri, z vodo, elektriko, nafto, infrastrukturo, vse to je razkrito in na očeh vseh. A morda najbolj ponižujoče je, kako močno so jih prizadele ZDA in Izrael. Veš, to me pripelje do vprašanja, govorimo o pogajanjih. Imate Abasa Arakčija, ki vodi njihova pogajanja. In se postavlja veliko vprašanje. Ko predsednik Trump pokliče Iran, kdo dvigne telefon? Prav. Veš, kdo je to? Nekateri pravijo, da je to Abbas Arakči. Nekateri pravijo, da je to Mučaba, sin Hameneja. Kdo je, potem ko smo jim zadali ta udarc, kaj se trenutno dogaja v Iranu, recimo z vodstvom? Preden pridemo do ljudi v Iranu in ne vem, če sploh vemo, kdo so ljudje, kdo odgovarja, kdo so tisti, ki imajo moč. Mislim, da moramo biti previdni pri svojih ocenah, ker je res težko vedeti, kaj se dogaja v Iranu. Rekel bi, da je precejšnja vojna megla. Obstaja negotovost glede tega, kdo je dejansko na oblasti, kdo je prvi in kdo je drugi, to ni jasno. Ampak rekel bi, da večina tega, kar vidimo glede iranskega odločanja in dejanj Irana, nam daje vedeti ali pa nas prepričuje, da so tisti, ki so na oblasti, trda linija in da so v bistvu to IRGC, nekaj generalov, ki poveljujejo. Uporabljajo svojo ločeno verigo poveljevanja, ki je zunaj vsega drugega. Oni so tisti, ki sprejemajo odločitve, na koga izstreliti rakete in kaj storiti. Mednarodna tovorna plovila ZAE, naftne naprave v ZAE proti ameriškim plovilom. Oni so tisti, ki sprejemajo te odločitve. Redek vpogled v to, kar se zdi kot zmeda v iranskem sistemu, je bil, ko je Pezeskjan, iranski predsednik, tvitnil svoje razočaranje nad dejstvom, da je Iran napadel ZAE. Kjer je rekel, no, veste, to nismo bili mi in to v resnici ni bilo tisto, kar smo si želeli storiti. In to ni prvič, da je drugi oziroma človek, ki naj bi bil drugi pomoči. Tam je vodja države, tako imenovani vrhovni vodja, Mudža Bahamina, sin koga? Ne vemo natančno, kako učinkovit je, kakšen nadzor ima dejansko nad dogajanjem. Obstajajo poročila, ki jih ne morem potrditi, da je popolnoma izoliran, da ga v resnici nadzoruje IRGC. In oni zgolj uporabljajo funkcijo in pristojnosti njegovega urada, da izvajajo politiko, za katero menijo, da je prava. To je precej prevladujoča ocena v večini krogov, ki jih spremljam. Potem pa imate Pezeškjana, ki po mnenju nekaterih predstavlja drugačno vrsto iranske politike. Morda bolj zmeren, spet zmernost je smešna beseda. Ja, je smešna beseda. In mislim, da moramo biti vedno zelo previdni, ko uporabljamo katerokoli različico besede zmeren, ko govorimo o uradni oblasti v Iranu. So del režima, ki je klal Irance, zatiral iransko ljudstvo, financiral teror in povzročal nestabilnost po vsem Bližnjem vzhodu. Tako da, veste, ko Pezeškjan govori o zmernosti, to vzamem z veliko mero skepse. Ampak v bistvu gledamo na sistem, ki se zdi na višji strateški ravni precej zmeden glede tega, kaj storiti in kam naprej. Vendar pa, ko analiziram, kaj počnejo na vojaški ravni, vidim delujoč vojaški sistem. Vidim, da nekdo daje ukaze, verjetno v Teheranu, in da se te ukazi izvajajo na bojišču v Hormuzu ali na drugih krajih. Vidim, da se dajejo ukazi, izstreljujejo rakete, izstreljujejo drone. Da bi se to lahko zgodilo, moraš imeti delujoč sistem zbiranja obveščevalnih podatkov. Moraš imeti komunikacije, moraš imeti logistiko in moraš imeti sile, ki so sposobne izvajati ukaze. To še vedno obstaja. Tako da, ko Američani in nekateri izraelski politiki govorijo o popolnem iranskem razsulu, to ni ravno natančno. Obstaja delujoč vojaški sistem, ki je sicer oslabljen, z manjšimi in skrhanimi zobmi kot prej, ampak še vedno deluje. Ja, to je kot slika, ko stopaš na mravljišče in ga nenadoma zmečkaš v jedru, potem pa vidiš, kako se mravlje razbežijo v vse smeri. Zdi se, kot da je bil Iran tako ustrojen. Mislim, dokler so bili centralizirani, sta Izrael in ZDA v nekaj minutah uničila to srednje jedro.
Zdaj pa so se decentralizirali. Zdaj jih je veliko težje ustaviti. Torej, moje vprašanje je, če imamo poveljnike IRGC, ki dajejo ukaze, generale vzdolž Hormuza, vse, kar potrebujejo, so orožja, ki jih verjetno že imajo na zalogi, da bi lahko ogrozili največje ladijske poti na svetu. Ja. Torej, če pride do ponovnih spopadov, kakšna mislite, da bo strategija Združenih držav, da se soočijo s tem, kar je zelo težka, decentralizirana in deloma avtonomna grožnja, ki lahko v bistvu zamrzne ves svet v trenutku? Ja, to je dobro vprašanje. Mislim, da to najbolj zanima naše gledalce, kaj sledi. In če se vrnemo k spopadom, če se Iranci odločijo, da bodo z stopnjevanjem vojaških aktivnosti poskušali iztrgati iz pritiska, ki ga Američani učinkovito izvajajo proti Iranu, obstaja možnost, da bodo poskusili uporabiti kinetične ukrepe. Prepoznali so, kar mislim, da verjamejo, da je najšibkejši člen, Združene arabske emirate, in napadli njihove naftne vire v Fudžajri in na nekaj drugih lokacijah. Združeni arabski emirati so se kar dobro zaščitili, vendar kljub temu je prišlo do škode. Če bodo Iranci poskušali stopnjevati napetosti preko tega, bo verjetno sledil ameriški odziv. Če pogledate na zemljevid, sem prosil režijo, da prikaže zemljevid tukaj, lahko razložite, kje ob Hormuški ožini bi to potekalo in kako bi to delovalo, če bi bile vpletene ameriške sile. Ja, mislim, Imamo ameriške sile celo zunaj tega zemljevida, vendar tukaj vidimo zahodni del, res na desni strani zemljevida, kjer piše ZAE, tik nad tem. To je skrajni del Hormuške ožine. In potem imamo seveda središče večine naftne in plinske infrastrukture v regiji. Seveda Katar, Združeni arabski emirati, Saudska Arabija in Kuvajt, ki niso obarvani. Tukaj so iranske naftne naprave na otoku Haj, ki je v severnem delu Perzijskega zaliva oziroma Arabskega zaliva. Torej, kar tukaj vidimo, je obstoječa naftna in plinska infrastruktura, ki bi bila verjetno tarča. Zelo verjetno bi jo Iranci napadli. Kajti, ko pogledamo iranski arzenal tukaj, kaj imajo na voljo, kaj so imeli pred začetkom vojne in kaj imajo trenutno. Tako so napadli naftno in plinsko infrastrukturo po vsem Bližnjem vzhodu. Napadli so civilno infrastrukturo v Izraelu. Poskušali so napasti naftno, plinsko in električno infrastrukturo v Izraelu. Napadli so vojaško infrastrukturo. napadli so cevovod, ne? Imajo cevovod, ki je delujoč, nekoliko delujoč. Ja, je, kolikor vem, je trenutno delujoč. Napadli so ga, mislim, da je bilo to pred 3,5, skoraj 4 tedni. Kolikor vem, so ga popravili vsaj do te mere, da omogoča pretok in vse, kar vidimo tukaj. In dodatna infrastruktura, ki je povezana z nafto in plinom, rafinerije, skladišča, vse drugo, kar je del zelo občutljive in zelo drage infrastrukture, ki obstaja. Bo verjetno iranska tarča in mislim, da moramo predvidevati, da imajo dovolj dobre obveščevalne podatke. To ni operacija presenečenja, imeli so veliko časa, da se na to pripravi. In prepričan sem, da imajo Iranci večino teh stvari že v svoji bazi tarč. Zato mislim, da je zelo verjetno, da bodo Iranci to napadli. Vprašanje bo, ali bodo lahko Hutijem dejansko naročili, naj uporabijo drugo orožje sodnega dne, ki ga imajo, kar bo zadnje, ki jim je na voljo. In to je poskus zaprtja pomorskega prometa v ožini Bab el-Mandeb, ki povezuje Jemen in Afriški rog, Somalijo, Eritrejo in tisto območje. To bo zanimivo videti, ker do zdaj iz razlogov, ki so meni in večini ljudi še vedno neznani, bi rekel, so se ali odločili, da tega ne storijo, ali pa tega niso bili sposobni. In to je veliko vprašanje, ali bodo to lahko storili v prihodnosti ali ne. Če jim to uspe, bo to predstavljalo pomembno grožnjo mednarodnemu ladijskemu prometu in povečalo pritisk na izvoz nafte. Rekel bi, da se je v vsakem primeru količina pomorskega prometa na območju Bab el-Mandeba in Sueškega prekopa zaradi tega precej zmanjšala. Večina prometa poteka okoli Afrike zaradi varnosti. Ampak kljub temu bi bilo to pomembno, torej to je še ena stvar, udariti po nafti in plinu. Drugič poskušajo zapreti ožino Bab el-Mandeb in verjetno poskušajo povzročiti škodo manjšim, šibkejšim zalivskim državam.
Pričakoval bi, da bi poskušali udariti tudi po Izraelu, čeprav jim to na srečo Irancem ni uspelo. Za svoj trud nimajo veliko pokazati, glede na ogromno število dronov in raket, ki so jih izstrelili. Kot odgovor na to pa se lahko ZDA in Izrael prvič odločita, da snameta rokavice, saj sta se obe državi doslej borili v rokavicah kot del svoje politike in odločitve. Kako bi to izgledal, Jonathan? Saj 16.000, kaj ne, streliva je bilo odvrženega na Iran. Mnogi ljudje tega ne vidijo tako. Ja. Vsekakor zunanji svet. Ampak kako bi to izgledalo? Torej, mislim, do zdaj so bile tarče prave vojaške tarče, ki so izključno vojaške. Torej, nobene dvonamenske tarče ali zelo malo dvonamenskih tarč ni bilo zadetih. Skoraj vsa iranska energetska, prometna, komunikacijska, vodna in cestna infrastruktura je ostala nedotaknjena. To je namerno po politični odločitvi, ker je končni cilj tukaj seveda omogočiti dobro prihodnost za prebivalce Irana. In uničenje njihove infrastrukture bi iranskemu ljudstvu otežilo, da bi se sčasoma pobralo, si povrnilo svojo državo in imelo uspešno prihodnost. To je verjetno glavni razlog, zakaj ZDA in Izrael tega na začetku nista storila. To se bo verjetno zdaj spremenilo in mislim, da obstaja veliko infrastrukture, ki služi IRGC-ju, ki podpira logistiko IRGC-ja. To je del poveljevanja in nadzora, logistike, oskrbe ali kateregakoli drugega prizadevanja, ki olajšuje iranska vojna prizadevanja. To bodo tarče. Še ena stvar, in to ste že omenili prej, vodstvo IRGC-ja. Mislim, da ne bom presenetil nikogar, in če spremljajo vodstvo IRGC-ja, mislim, da ne bodo samo opazili, ker o tem govorimo. Ampak vsi vpleteni, CIA, Mossad, izraelsko vojno letalstvo, ameriške letalske sile, bodo vložili velike napore, da jih bodo vzeli za tarčo. In da odstranijo že tretjo generacijo iranskega vodstva v manj kot 2 ali 3 mesecih, kar bo pomembno. In to se še vedno dogaja. Mislim, da se mora zdaj, ko govorimo, izvajati izjemno intenzivno obveščevalno delo. ZDA in Izrael si prizadevata pridobiti dovolj dobro situacijsko zavedanje in upata, da bosta lahko ponovila uspeh na določeni ravni. Začetni udarec vojne, ko so bili Hamina in približno 40 drugih visokih iranskih voditeljev odstranjenih, torej voditelji, infrastruktura in seveda ožina Hormuz, za katero bi rekel, da je posebna, saj je ni mogoče omejiti zgolj na zračno kampanjo. To je to sila, ki mora biti skupna v smislu zraka, kopnega, morja in seveda elektronskega bojevanja spektra in seveda obsežnih obveščevalnih zmogljivosti. To je vojaška operacija, ki jo ima CENTCOM sposobnost izvesti in na katero se pripravljajo že kar nekaj časa. Imajo obveščevalne podatke, vedo, kaj je treba storiti. Toda to je naloga, ki potrebuje predsedniško odredbo in nekoga, ki reče: pojdite, odprite Hormuško ožino in zagotovite, da Iranci nimajo več možnosti ovirati mednarodnega prometa. To pomeni, da mora biti Amerika pripravljena sprejeti posledice morebitnih žrtev, za katere si seveda vsi želimo, da bi bile nizke in nepomembne. Če pa pogledamo z vojaškega vidika, je odprtje Hormuške ožine s kinetično silo naloga, ki bo verjetno zahtevna. Po ocenah, ki jih poznam, bo za to potrebnih nekaj tednov. Toda tako kot pri vsaki drugi misiji v tej regiji, ima Amerika ognjeno moč, obveščevalne podatke in logistiko, da to izvede. Gre za vprašanje, ali se za to odločiti ali ne. Tudi ta teden, pravzaprav sred tega tedna, preden je predsednik Trump rekel, da je bil dosežen velik napredek proti dogovoru, je bil eden od prejšnjih komentarjev na Truth Social, da bo trajal približno 3 tedne, če se bodo boji znova začeli. Hkrati je vojni minister Pete Hegseth podal izjave, v katerih je dejal: če se ne motim, ne citiram natančno, nekaj v smislu, da ZDA ne bodo potrebovale napotitve kopenskih sil za prevzem nadzora nad Hormuzom. Torej, spet bi lahko šlo za dimno zaveso in poskuse, veste, ustvarjanja zmede, da bi lažje ujeli ribe.
Kaj menite o tem? Ker zdi se, kot ste rekli, brez kinetičnega odgovora ne boste mogli razjasniti, kaj se dogaja. Ja, mislim, ožina Hormuz je, kolikor razumem, kompleksen vojaški izziv. Iranci so se dobro utrdili, pripravili so infrastrukturo v goratem terenu, obalnem območju blizu ožine Hormuz. Tam imajo učinkovite ognjene položaje, izstrelitvene rampe za rakete, ki so jih izkopali in skrili v jamske sisteme, z odprtinami, ki so oddaljene več milj in jih je težko zaznati. In z mojega vojaškega vidika je to naloga, ki bo zahtevala prisotnost vojakov na terenu. Potrebovala bo posebne enote, rangerje, marince ali katerokoli enoto, ki je sposobna pristati iz zraka ali se izkrcati iz morja, da zavzame določena pomembna območja. Mislim, da to ni naloga, ki bi jo bilo mogoče upraviti samo iz zraka ali iz morja. Če želijo ZDA resnično doseči zelo visoko stopnjo gotovosti, da Iranci ne bodo imeli nobene možnosti napasti plovil v regiji, kar bodo verjetno tudi poskušali storiti, ker morajo biti ožine res odprte, morajo biti dovolj varne. Ne za vojaško plovilo, ki pluje s sistemi za elektronsko bojevanje in motilci, ampak za neoboroženo, počasi premikajočo se ogromno tovorno ladjo. In zavarovalnice se morajo počutiti dovolj varne, da to zavarujejo. To bo na koncu merilo. Torej, če res želite, da je odprto in boste to dosegli s silo, bo to zahtevalo precej truda. Ampak ponovno, ZDA imajo to sposobnost. In mislim, da tega ne bodo počeli sami. Če se odločijo za to, mislim, da bo pri tem sodeloval tudi Izrael, kar zadeva elektronsko bojevanje, zračne napade, zbiranje obveščevalnih podatkov in morda še druge zmogljivosti. Torej, Pete Hegseth, ponovno, sekretarja za vojno, so ta teden vprašali o ZDA in Izraelu, če so naši cilji usklajeni. In ne vem, je bila to oseba, ki je to vprašala, ker je vedela, da bojo ZDA dale tako javno izjavo, ki je sledila. Ampak Pete Hegseth je rekel, da imata Izrael in ZDA morda nekoliko različne cilje, vendar je za volanom le eden. Torej, mislim, da sta tukaj dva zanimiva vidika. Prvi je, da imamo morda nekoliko različne cilje. In drugi je, očitno, vsaj z njihove perspektive, da je samo ena oseba, ki vozi. Ne vem, če se Izrael s tem dolgoročno povsem strinja, morda kratkoročno. Ampak kakšne vrste, ali imate občutek, da so tukaj različni cilji? In ali postaja Izrael nekoliko nervozen? To pravim že od začetka. Mislim, da ima Izrael oziroma imamo veliko na kocki. Američani imajo, veste, strateško držo, težave s projekcijo moči. In njihova perspektiva je, veste, tekmovanje za moč s Kitajsko in njihova sposobnost uveljavljanja prevlade v regiji, naftni trgi, dostop do virov in tako dalje. Za Izrael je naša perspektiva, da gre za življenje in smrt. To je sposobnost Izraela, da še naprej obstaja, da se brani in da svojim državljanom omogoči normalno in varno življenje. Torej, seveda je tukaj drugačna perspektiva in seveda tisto, kar bo za ZDA dovolj, glede končnih rezultatov, morda ne bo tisto, k čemur stremi Izrael. Mislim, da so naša prizadevanja kot države, ki je že tako dolgo tarča iranske agresije, naj bo to neposredna iranska agresija, Hezbolah, Hamas, Islamski džihad, Hutiji, iranske posredniške milice v Iraku ali Siriji, ali pa vse našteto skupaj. Naše stališče je veliko bolj, znebimo se tega režima, ker je naredil toliko slabega, je izjemno destabilizirajoč dejavnik v regiji. To je nekaj, kar ima jasen fokus in uradni cilj, ki je uničiti državo Izrael. Torej, mislim, da tukaj obstaja razkorak med tem, kar bo Izrael na koncu skušal doseči, in to je strmoglaviti režim, in da se znebi sebe, nas in regije največjega destabilizacijskega in grozečega dejavnika iranskega režima. Medtem ko lahko ZDA verjetno živijo z obstoječim režimom, ohromljenim, podrejenim, brez jedrskih zmogljivosti. In ki je bil prisiljen priti za pogajalsko mizo in podpisati: v redu, ne bomo bogatili in predajamo obogateni material. Kar bo verjetno dovolj, da bodo Američani lahko rekli: v redu, naloga opravljena. In to bi lahko storili z veliko upravičenostjo. Mislim, da v Izraelu ali v regiji ni nobenega dvoma, kdo ima glavno besedo.
Mislim, da je precej jasno, da ima predsednik Trump glavno besedo. Veliko stvari, ki so se do zdaj zgodile Izraelu, niso bile všeč in mislim, da bi si Izrael želel, da bi bile stvari drugačne. Ampak tukaj obstaja hierarhija. ZDA so na čelu, ZDA so svetovna velesila in vsi ljudje, ki trdijo, da manjši vodi večjega, popolnoma napačno razumejo ravnotežje moči med ZDA in Izraelom. In lahko navedem veliko primerov, kako je Izrael prisiljen zadrževati in omejevati svoje vojaške operacije ter pritisk na svoje sovražnike, ker imajo ZDA druge prioritete. Izrael so ustavili, preden je dokončal obračun s Hamasom. Izraelu so rekli, naj ne nadaljuje z napadi na Hezbolah v Libanonu, čeprav je naš sovražnik na kolenih. So na tleh. Še niso izločeni. Toda, ko je tvoj sovražnik na tleh, je čas, da nadaljuješ s pritiskom. Izraelu pa pravijo, naj tega ne stori. Torej, mislim, da je precej jasno, kakšno je trenutno stanje v tej situaciji. Pojdimo v Libanon, saj ste omenili, da sta Hezbolah in Izrael nekako obstala na meji. Izrael trenutno drži zelo pomembne visoke položaje, čeprav razumem, v Libanonu, od koder nadzoruje Hezbolah. Ampak Hezbolah se prilagaja. Tam poteka intenzivno vojskovanje z droni. Nažalost, Izrael izgublja vojake. Vsak vojak je dragocen, na srečo ne v velikem številu, hvala Bogu, vendar imamo izgube. Kje trenutno držimo položaje? Ali nam lahko opišete, kje smo danes v Libanonu? Ja, torej, kar je IDF naredila in meni se to zdi znano. Spomnim se, da sem se kot mlad vojak boril v južnem Libanonu, nameščen v stari križarski trdnjavi Bufort, tik čez reko Litani, blizu območja Nabatija in Arnun. Torej, kar lahko vidimo, je nekakšna precej podobna linija, ki pogovorno pravijo rumena linija, kar pomeni prednjo razmestitev izraelskih vojakov nekaj kilometrov stran od meje. To območje je nekoliko večje, kot ga je imela Izrael od leta 1982 do 2000, nekoliko večje na določenih nekaj območjih. Razteza se čez reko Litani in nekateri deli, ki v preteklosti niso bili vključeni, so danes vključeni. Ampak pomembno je, mislim, kaj izraelske čete tam počnejo. To ni to, kar je Izrael počel v poznih 90-ih, ko so bile izraelske čete nameščene v stacionarnih trdnjavah in so v bistvu čakale na napade in samo poskušale delovati kot varovalni pas med izraelskimi skupnostmi in tam, kjer je bil Hezbolah. Kar Izrael počne zdaj, je dejansko spreminjanje površja, pokrajine. In Hezbolahu zelo otežuje uporabo česarkoli na tem območju proti izraelskim civilistom v dogledni prihodnosti. Kako se to izvaja? Tako da odstranijo in razstavijo infrastrukturo, za katero smo na lastne oči videli, da jo je Hezbolah uporabljal proti Izraelu. In govorim o hišah, ki na neizurjeno oko, za oko, brez obveščevalnega ozadja, izgledajo kot civilne hiše. Obstajajo cela naselja, šiitska naselja v južnem Libanonu, Ašajb v zahodnem sektorju, El Hadžam v vzhodnem sektorju in številna druga. Vsa območja okoli Metule, El Adesa in Halaje ter številna druga mesta, ki so izgledala kot civilna naselja, a so bila oporišča Hezbolaha, kjer je skoraj vsaka hiša služila Hezbolahu. Bodisi za zbiranje obveščevalnih podatkov, za izvajanje operacij, za obstreljevanje Izraela ali za nameščanje borcev na terenu, v tunelih ali katerokoli kombinacijo naštetega. Torej, kar Izrael zdaj počne, in to je pomemben del za naprej na taktični ravni, je preprosto čiščenje teh območij. In kadarkoli bodo naši gledalci imeli priložnost priti v Izrael in si ogledati severno mejo, jih spodbujam, da to storijo, ker se zdaj pokrajina spreminja. Spreminja se na bolje z vidika varnosti Izraelcev. In zdaj bo tam bolj trajna varnostna cona, tudi ko se bodo izraelske sile umaknile, zaradi katere bo Hezbolahu težko uporabljati libanonsko civilno infrastrukturo za napade na Izrael. To je pomembno, vendar je to le na taktični ravni.
to ni strateški dosežek, ker ima Hezbolah orožje, ki seveda lahko doseže več kot le nekaj kilometrov, kolikor meri varnostna cona. In to, kar vidimo, je nekakšno zelo ohlapno premirje, ki obstaja le na papirju uradno danes. Med Libanonom in Izraelom je premirje. V resnici so sirene v severnem Izraelu zadnjič zazvonile natanko pred 2 urama. In nenehno so se oglašali alarmi in prihajali napadi, droni, rakete, izstrelki iz Hezbolaha in izraelske obrambne sile, kot sem rekel, prav tako izvajajo operacije. Večjih napadov ni, ne napadamo v Libanonu, ne napadamo v dolini Beka in najbolj občutljive tarče Hezbolaha so trenutno nedotakljive po navodilih Američanov. In kar imamo v Bejrutu in na drugih lokacijah, ja. In kar imamo, je situacija, kjer veš, da je dobra volja, da so dobri nameni, tako na libanonski kot na izraelski strani, ampak realnost je, da nihče ne razorožuje Hezbolaha. Libanonska vlada tega ne počne, govorijo o tem, vendar ne vidimo, da bi ukrepali. In Izraelu je preprečeno, da bi uporabil več svojih vojaških zmogljivosti. Zdaj, če sem povsem iskren in jasen, iz vojaškega vidika ne mislim, da je razumno verjeti, da ima IDF sposobnost razorožiti Hezbolah, ga razstaviti ali ga vojaško premagati v trenutni situaciji. To bi bila naloga, ki bi verjetno trajala leta in bi zahtevala veliko virov, za katere nisem prepričan, da bi jih Izrael trenutno namenil. Kar pa mislim, da je mogoče in bi si morali prizadevati za to, je skupna strategija. Pri čemer bi ZDA, libanonska država, Izrael in morda še nekateri drugi regionalni akterji, morda ZAE, morda Savdici, morda celo Sirci, združili moči. In se osredotočijo na oslabitev te rakaste celice v Libanonu, imenovane Hezbolah, ter jo oslabijo z uporabo vojaških sredstev, izraelskega pritiska, nekaj libanonskega pritiska. Njihove zmožnosti za to so omejene. Toda tisto, kar je tam najlažje zadeti, je gospodarska infrastruktura Hezbolaha. Imajo ločen sistem, ločen finančni sistem v Libanonu, ki je ločen od libanonskega finančnega sistema. Podpira privržence Hezbolaha, šiite na jugu in kjerkoli živijo šiiti. Imajo posebno banko, Qard al-Hassan, in še nekaj drugih finančnih institucij, imajo bencinske črpalke, imajo supermarkete. Zakaj tega niso zadeli, Jonatan? Nekaj od tega je bilo zadetega, IDF je ciljal na skladišča denarja in zlata v Dahiji. To smo naredili v zgodnjih fazah vojne, ko je bil Hasan Saleh še živ. Spomnim se, da smo to celo objavili, nekakšen lov na zlato, kjer je IDF obvestil ljudi v Dahiji, kje natančno Hezbolah skriva svoje zlato in denar pod katerimi stavbami. In veste, želeli smo videti, kaj se bo zgodilo in koliko poskusov bo dejansko, da bi ljudje šli tja in to vzeli. Ampak libanonska zlata mrzlica. Da, libanonska zlata mrzlica, Eldorado. Ampak infrastruktura ni bila dovolj ekonomsko prizadeta. Prišlo je do fizične škode, vendar infrastruktura obstaja. In mislim, da je to nekaj, na kar bi se morali Izrael, libanonska država in ZDA osredotočiti, da bi oslabili Hezbolahovo sposobnost uživanja podpore prebivalstva, da bi oslabili njihovo sposobnost izplačevanja plač svojim borcem in da bi oslabili njihovo sposobnost vzdrževanja te ločene, izolirane mreže. Ta zagotavlja gorivo, plin, zdravstvene storitve, šole in denar prebivalstvu, ki zaradi teh storitev ostaja zvest Hezbolahu in jih še naprej podpira. To je treba oslabiti in pristop mora biti potrpežljiv, dolgoročen ter izvajati pritisk z vseh strani. S ciljem, da bi sčasoma Hezbolah tako oslabil, da bi lahko libanonske oborožene sile in libanonska vlada vstopile ter naredile, kar morajo, torej razorožile Hezbolah. Brez žrtev, ki bi presegle prag, ki ga še lahko obvladajo, za katerega mislim, da ni zelo visok. Torej bo moralo biti to zelo nizko in obvladljivo število.
Kako je to mogoče doseči? Tako, da se Hezbolah pred tem bistveno oslabi. Verjamem, da je to dosegljivo. Mislim, da je to realen cilj, ki ga lahko država Izrael, država Libanon s pomočjo ZDA in še nekaj dodatnih partnerjev poskušajo doseči. In mislim, da bi Izrael in Libanon imela od tega veliko koristi. Upam, da bomo to videli. Toda problem je v tem, da imajo teroristične organizacije in teroristični režimi bolj dolgoročno perspektivo. Razmišljajo dolgoročno, načrtujejo dolgoročno. Ne zanimajo jih volilni cikli, priljubljenost ali stopnja podpore. Razmišljajo dolgoročno in kar moramo narediti mi, torej dobri fantje, je, da tudi mi razmišljamo dolgoročno in si pravilno postavimo prioritete. Če za trenutek pogledamo širšo sliko in pogledamo Libanon, Izrael, regijo, je zdaj čudovita priložnost, da resnično uničimo največjo in najpomembnejšo iransko posredniško silo, kar jih je bilo kdaj ustvarjenih. Iranski režim je najslabotnejši doslej. Hezbolah je najslabotnejši doslej. Zdaj je pravi čas. Verjetno nikoli ne bo boljše priložnosti za libanonsko vlado, da prevzame nadzor nad državo. Imajo edinstveno pomoč ZDA, Izrael, morda Emirate in druge, ki so pripravljeni pomagati. Kar morajo storiti, je izkoristiti ta trenutek. Predsednik vlade in minister za obrambo Izrael Katz sta bila zelo jasna, da bosta poskušala takoj, ko se to konča, odpraviti grožnje. Zdaj razumemo od vas, da bi bilo to zelo težko brez pomoči ZDA. Verjetno nikoli ne bomo imeli predsednika ZDA, ali pa si je težko predstavljati predsednika ZDA, ki bi bil bolj naklonjen Izraelu kot predsednik Trump. Vendar pa trenutno poskuša prepričati ameriško javnost, da je Iran pomemben. Nisem prepričan, da jih bomo lahko prepričali, da je tudi Libanon pomemben. Morda lahko oskrbujejo Izrael. Ampak Izrael, misliš, da Izrael nima sposobnosti, če uporabi vso svojo moč in je pripravljen plačati ceno? Da bi lahko potisnili Hezbolah do skrajnosti, udarili po finančnih institucijah, po bencinskih črpalkah, uničili vse vire prihodkov, ki jih imajo, in jih pritisnili dovolj močno, da bi libanonska vlada posredovala. Ja, z uporabo vojaške sile, mislim, da lahko Izrael povzroči veliko škode, mislim, da lahko Izrael močno udari Hezbolah, lahko povzroči veliko škodo poveljnikom Hezbolaha in njegovi organizacijski strukturi. Že smo jih ubili več tisoč. Naši pogumni borci, IDF in izraelske letalske sile na terenu, v bližnjih spopadih, v bojih iz oči v oči in na druge načine so bili že zelo učinkoviti proti Hezbolahu, kar je izjemno. Toda vojaški dosežki, po mojem mnenju, te pripeljejo le do določene točke. In Hezbolah, dokler ima podporo šiitskega prebivalstva, dokler ima strukturo, infrastrukturo, ki mu omogoča obstajati kot država v državi, bodo lahko, bodo bolj previdni in, bolj obrambni, ne tako izpostavljeni. Počakali bodo, da pritisk popusti in potem se lahko znova pojavijo. In to je nekaj, kar smo že videli pri terorističnih organizacijah v preteklosti. Teroristične organizacije so zelo dobre v tem, da se skrčijo. In potem, ko so razmere boljše, se znova razširijo, novačijo več ljudi, izstopijo kot zmagovalci in trdijo, da je ta mogočna nacionalna država poskušala premagati nas, pa smo še vedno tukaj. To je dober poziv za novačenje in to je treba preprečiti. Torej, po mojem mnenju je celovit pritisk, torej vojaški, ekonomski, politični, socialni, prava pot naprej. In mislim, da bomo spopade s Hezbolahom videli še kar nekaj mesecev naprej. Morda ne na ravni intenzivnosti, ki si jo želimo, vendar mislim, da bomo videli nadaljevanje prizadevanja. In kar zadeva to, kaj si svet misli o tem, kaj si Amerika misli o tem, mislim, da bo imel Izrael tukaj več svobode gibanja, ker Libanon za razliko od Irana ne vpliva na svetovne cene nafte, oziroma ne bo resnično vplival na to, koliko Američani plačujejo za gorivo na črpalki. In zato mislim, da bo imel Izrael več možnosti za to. In mislim tudi, da Evropejci, Arabci v regiji in veliko ljudi razumejo, kaj je Hezbolah in kako škodljiv je za Libanon, ter kako škodljiv je za regijo. Zato bo več pripravljenosti ali vsaj manj vmešavanja v to, da Izrael dejansko pomaga opraviti delo.
Ena izmed najhitreje spreminjajočih se značilnosti vojne med nami in Libanonom je bila uporaba dronov. Videli smo, kako se je razvijala skozi več faz. To je kot da bi v zelo kratkem času prešli z iPhona 1 na iPhone 10. In zdaj govorimo o dronih na optična vlakna. Ali nam lahko orišeš, Jonatan, razvoj uporabe dronov? Kje smo začeli, zakaj smo jih potrebovali, zakaj zdaj slišimo, da obe strani uporabljata drone na optična vlakna in zakaj so ti tako nevarni? Ja, mislim, da se je zgodilo res veliko in da je prišlo do številnih tehnoloških napredkov pri uporabi in uvajanju civilne ter tehnologije iz videoiger v vojaških scenarijih. V vojni med Ukrajino in Rusijo se je zgodilo veliko. Obe strani sta res uporabili tehnologijo in bili zelo ustvarjalni pri njeni uporabi za vojaške namene. Rekel bi, da so Ukrajinci to verjetno naredili bolje, hitreje in z večjim učinkom kot Rusi. In mislim, da so kot manjša sila uspeli močno vplivati na Ruse. In seveda, karkoli se zgodi na enem bojišču, je običajno opaženo in posnemano ali izboljšano na drugih bojiščih. Torej, kar vidimo je, da Izrael in Hezbolah uporabljata nova orodja, ki so na voljo, so poceni, hitra, razširljiva in učinkovita na bojišču. Ti droni imajo kot orožje zelo pomemben psihološki učinek. Ker to resnično povzroči, da se oseba na terenu, ne glede na to, ali je vojak IDF ali terorist Hezbolaha, počuti ogroženo. Ali pa se zaveda, da je lahko tarča kadarkoli, ko je zunaj in izpostavljen nebu ali v neoklepljenem vozilu. In to je, veste, to je težko stanje duha. Kar vidimo na področju tehnologije, so te droni, ki uporabljajo optična vlakna za vodenje, zaradi česar jih je skoraj nemogoče motiti, prestreči ali kako drugače ovirati. Lahko to razložite? Mislim, običajni dron imam svoj mali upravljalnik in moj DJI poleti v zrak in odleti stran od mene. Torej, to temelji na radiju. To je radio. To je radio. In radio deluje. In radijski valovi so lahko jih motijo. In takšen dron je mogoče, veste, ga je mogoče relativno enostavno prevzeti pod nadzor in ga strmoglaviti na tla. In potem ni več grožnje. In celo Hezbolah ima to tehnologijo za motenje in do določene mere nikakor ne tako napredno, veste, kot jo imajo Izrael in druge države, ampak ja, tudi oni imajo to sposobnost. In optična vlakna, to je preprosto zelo tanka, pomislite na nekaj kot las, morda nekoliko širša od lasu po premeru, seveda pa veliko močnejša. To je v majhni kapsuli pod dronom, zelo lahkotni in je organizirano tako, da se preprosto sprosti iz drona. In povezuje se med krmilnikom in dronom, ko je ta v zraku. Je kot kolut niti. Točno tako, skoraj kot zmaj, kot da je pritrjena vrvica. Vrvica pritrjena nanj, ki prenaša informacije izjemno hitro, na način, da se z zunanjimi vplivi ne da motiti. To niso radijski valovi. In da bi to vplival, jo moraš dejansko prerezati, kar je zelo težko narediti, saj leti. Ti droni so zelo okretni, zelo hitri in sposobni leteti na velikih višinah. Mislim, niso strateški, ampak jih lahko letiš relativno visoko nad tlemi in potem v izjemno ozkih območjih so zelo okretni in se zelo hitro odzivajo. In z operaterji, ki imajo znanje in usposabljanje, lahko zadeneš hitro premikajoče se tarče, dva terorista, ki sedita na motorju, vozita na polno in poskušata pobegniti. Bodo napadeni, če bodo na odprtem, in videli smo, da je IDF to uspešno storila pred nekaj dnevi. In žal smo videli, da je Hezbolah uporabil podobne drone proti izraelskim vojakom, ko so ti poskušali evakuirati ranjene in poskušal zadeti helikopter. Videli smo jih napadati tanke Merkava, džipe in drugo infrastrukturo, pa tudi lokacije, kjer so izraelski vojaki v hišah. Vse to se dogaja. Tako da je to orožje, ki, veste, ni presenetljivo, o tem poročamo že dolgo časa. Vsakdo, ki se ukvarja z vojaškimi zadevami, je videl in prepoznal vse večji pomen daljinsko vodenih.
vozil pa naj bodo v zraku, na morju ali pod zemljo. To je res zelo močen trend. In kar zdaj vidimo je, da obe strani uporabljata ta vozila razmeroma učinkovito. Izrael zelo učinkovito uporablja drone pod zemljo, da čisti podzemno infrastrukturo Hamasa in Hezbolaha ter išče eksplozivne pasti. In veste, preden pošljemo psa ali izraelske vojake dol, vse temeljito preverimo z droni. Uspelo nam jih je uporabiti za odstranitev teroristov. In na voljo je veliko posnetkov. In vedno je lepo videti, ko IDF uporablja novo tehnologijo in lahko pokaže, kaj počne na bojišču. In žal smo videli, da je tudi Hezbolah učinkovito uporabljal to orožje. In mislim, da bomo še naprej gledali, kako se to stopnjuje, dokler ena od strani, jaz bi stavil na Izrael, ne najde tehnološke rešitve, ki bo izničila sposobnost druge strani za uporabo tega orožja. To je vedno ta cikel. Vedno obstaja tekmovanje med napadalcem in branilcem, med bojno glavo in obrambnim oklepom. Zdaj bi rad, da gremo s severa. Spustimo se na jug in pojdimo v Gazo. Torej, že nekaj mesecev je Izrael znova obstal pri drugi rumeni črti v Gazi. Ti in jaz oba dobro poznava Gazo. Libanon poznaš bolje kot skoraj kdorkoli drug, ki sem ga srečal. Toda izraelske čete so na tej rumeni črti v Gazi in tam je odbor za mir, ki ga je ustanovil predsednik Trump. Nisem prepričan, kdo ga danes vodi. Kar se tiče priljubljenega vodje, obstaja tehnični vodja odbora za mir. Toda slišali smo, celo v dokumentu, ki je bil danes zjutraj razkrit v časopisu Times of Israel, naj bi to pisalo. Vodja odbora za mir je dejal, da če Hamas v zelo bližnji prihodnosti ne pristane na razorožitev, po tem poročilu ne bo mogel več reči Izraelu, naj se vzdrži izvajanja ofenziv proti Hamasu. Ali lahko še enkrat opišete, kje smo danes v Gazi in kako se bo to verjetno odvijalo, če se Hamas ne bo razorožil? Torej, resolucija Varnostnega sveta, mislim, da je bila 2803, če se ne motim, ki je uradna mednarodna različica Trumpovega mirovnega načrta, 20 točk. Toda posebej prva točka je, da bo Gazo demilitarizirana in deradikalizirana. To je prva naloga. Demilitarizacija pomeni, da bo Hamas razorožen, odložili bodo orožje in se odpovedali nadzoru nad Gazo. Še vedno smo na tej točki. Veste, izjemno sem vesel, da so naši talci spet doma. Zavedno bom hvaležen za osebno vpletenost predsednika, njegove pogajalske ekipe, za dejstvo, da jim je uspelo izvesti ta čudežni podvig in pripeljati vse naše talce domov, vse žive in vse umorjene. In prvič po letu 2014 v Gazi ni več Izraelcev. In to je izjemen dosežek, za katerega mislim, da si ga bomo mi, judovsko ljudstvo, zavedno zapomnili in se zahvaljevali predsedniku Trumpu in njegovi ekipi. To je velik dosežek. Ampak poleg tega, ko pogledamo realnost na terenu, imamo Trumpov načrt, ki je na papirju popolnoma dober. Veste, nekaj, s čimer bi lahko Izrael živel, bi bilo odlično za ljudi v Gazi, bilo bi odlično za regijo. To bi jih postavilo na drugačno pot, drugačno smer blaginje in dobre prihodnosti. Toda pogoj in vse je odvisno od tega, da je Hamas razorožen. In vodja odbora za mir, Nikolaj Mladinov, zelo izkušen diplomat in politik, je bil tukaj v svoji prejšnji vlogi kot posebni koordinator ZN. Redek primer uradnika, ki ga je imenoval ZNE, ki so ga dejansko spoštovali obe strani, tako Izrael kot Arabci, in so ga videli kot učinkovitega. To je človek, ki razume dinamiko regije. In mislim, da če je to res rekel, čeprav ga tega še nismo slišali reči, ampak če je to res rekel, mislim, da je to zelo trezna ocena. Očitno je, da dokler ima Hamas orožje, ni mogoče napredovati. Ne bo nikogar, ki bi odstranjeval ruševine, ne bo obnove, ne bo nadomestnih stanovanj. Nič dobrega se ne bo zgodilo, dokler Hamas še naprej zatira tisto, kar je ostalo od Gaze in ljudi, ki tam živijo. To je torej predpogoj. Vse je odvisno od tega. In dobro je, da je to zdaj jasno, ker je veliko ljudi, veste, pred približno pol leta, ko je bil dogovor sklenjen ali malo več kot to,
mislilo, da je vse v redu. Zdaj bo mir in, veste, konflikt je rešen. No, žal ne tako hitro. Še vedno smo na začetku. In Hamas je zelo jasno povedal, to so uradno povedali prejšnji teden, veste, razmislili smo, pravijo, povzemam, in se ne bomo razorožili. Ohranili bomo nadzor nad Gazo. In to nas, to ljudi v Gazi, pušča v bedi. To pomeni, da je Gazo pod okupacijo Hamasa, to pomeni, da je Gazo v groznih humanitarnih razmerah. In kdorkoli, ki mu je mar za stisko ljudi tam, bi moral svojo energijo usmeriti v eno stvar in samo eno stvar. Znebite se Hamasa. Ko se to zgodi, obstaja možnost, da se začne niz pozitivnih dogodkov, da se Gaza deradikalizira in da se vzpostavi drugačna vrsta vlade. Da se izvede obnova, da se omogoči poklicno usposabljanje, da se vzpostavi drugačen izobraževalni sistem, da se UNRWA odstrani iz Gaze in izžene, nato pa uvede drugačen izobraževalni sistem. Da se bodo prebivalci Gaze osredotočili na svojo prihodnjo blaginjo in ne na uničenje Izraela kot glavno življenjsko poslanstvo. Zgodilo se bo veliko pozitivnih stvari. Nič od tega se ne bo zgodilo, če Hamas ne bo razorožen. In tukaj smo danes. Izraelske enote so nameščene v Gazi in odstranjujejo plast za plastjo, tunel za tunelom. Hamas je porabil toliko let in toliko tujega denarja, ki je bil namenjen Gazi, za gradnjo vojaške infrastrukture, ki jo izraelske enote vsak dan znova razgrajujejo. Toda bistvo je žal pesimistično. Če Hamas ni pripravljen odložiti orožja in jih nihče k temu ne prisili, je Gazo znova na začetku. Kar pomeni, da bo Izrael prisiljen to storiti. Kar to naredi, zelo verjetno, da. Jonatan, rad bi se ti zahvalil. Zmeraj je s tabo prava pustolovščina. Počutim se, kot da se dvigneva v nekakšno zračno izvidniško vozilo. Poletiva v Iran. Poletiva skozi Hormuz, nazaj v Libanon, nazaj v Gazo. Bližnji vzhod izjemno dobro razumeš. In rad bi povedal našim gledalcem, kot predstavnik države Izrael, kot tiskovni predstavnik države Izrael, Jonatan, mislim, da je tvoja jasnost darilo za judovsko ljudstvo. Zato hvala, da si se nam pridružil. Hvala vseeno. In vedno te bomo silili, da se vrneš k premirju, dokler bomo lahko. Ni me treba siliti, vesel sem vsake priložnosti. In mislim, da JNS odlično opravlja svoje delo pri posredovanju informacij ljudem, ki želijo razumeti zapletenosti, dobre, slabe in grde plati Izraela. Ne olepšujejo ničesar, kar naredi Izrael ali izraelska vojska, ampak resnično omogočajo boljše razumevanje resničnosti, ki je pogosto potrošnikom množičnih medijev na Zahodu odvzeta. Če poslušate samo množične medije, bo vaše razumevanje razmer na terenu pomanjkljivo. Ne glede na to, ali gre za Iran, Gazo, Libanon, Judejo in Samarijo ali izraelsko politiko, bo vaše razumevanje pomanjkljivo. In kar ljudem predlagam je, da imajo vedno različne vire informacij, vključno z JNS TV in drugimi viri, ki imajo veliko jasnejši pogled na dogajanje na terenu. In vedno sem vesel, da imam priložnost biti tukaj. Hvala. Doug, hvala prijatelj.